Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg's Hort, dobro jutro, dober dan, dober večer, kdajkoli pač to poslušate. In hej, po tem, ko je reprezentanca U20 v Sloveniji deklasirala konkurenco, glej ga zlomka, U18 naša zasedba je naredila popolnoma isto zadevo in sredi Italije v finalu premagala Italijo in v bistvu imamo zdajle dve reprezentančni selekciji na samem vrhu evropske košarke. Mislim, kaj se lahko želimo lepšega. Vnovič ena fantastična predstava naše zasedbe pod taktirko Domna Zevnika. Fantje so igrali fantastično. V bistvu je včerajšnja tekma en tak pokazatelj, kako lahko ekipa oziroma reprezentance v tem primeru raste iz tekme v tekmo. Če so še prvi dve tekmi ali prva, druga, tretja, mogoče smo se še malo nekako tipali, igra še ni bila tako tekoča, akcije se še niso nekako tako vcepile v naš sistem, no že od polfinala v bistvu naprej pa je vse skupaj teklo kot urca in Italijani so v bistvu kar hitro padli, kar hitro. Če ste tukaj prvič ali vnovič oziroma želite takšne analize poslušati, videti kakšne highlights, kakšne videe iz ozadja, pa vas prav lepo povabim, da se naročite na ta kanal in se mogoče družimo še kdaj drugič ob takšnih ali drugačnih, upajmo seveda o uspehih slovenske reprezentance, spodaj v komentarjih karkoli pokomentiramo. Tamle imate tudi možnost navdušenja zraven komentarjev, tole je zdaj nova popularna zadeva na YouTubeu. V glavnem, za podobne vsebine vabljeni se naročite. Sem kar pričakoval tole tekmo včeraj, no moram reči, ker je fante veliko užitek spremljati. Imamo v svoji zasedbi tudi MVP-ja končnega, seveda, Joksimoviča, pa ni tu samo Joksimovič, v bistvu, kot sem že prej omenil, trener Zevnik je nekako rotiral konstantno 9 igralcev, tu in tam še vključil 10, če je bila tekma nekako že dobljena ali smo lahko koga odpočili oziroma morali, je vključil vse. V vsakem primeru smo pa, predvsem kar se je včeraj videlo, vsi bili nevarni. Konstantno, kdorkoli je prišel, to se tudi na tem plus minusu videlo, kdorkoli je prišel je v igro dodal svojo dimenzijo, bil nevaren za nasprotnikov koš, hkrati smo pa bili trdi v obrambi. Zanimivo se mi je zdelo, Italijani so začeli izredno agresivno. V bistvu Joksimoviča na začetku sploh niso pustili do nedometa, do žoge. Ampak nič za to, je bil tukaj Ciperle, je bil tukaj Bojovič, v glavnem ostali, tudi Cize je imel ene par potez, tudi podaj za centra izjemnih. Po eni strani smo v narekovajih patentirali tole backdoor akcijo, da smo si na jasnem, backdoor akcija obstaja že od pamti veka, tole ni nič novega, ampak na način, kot jo pa mi izvedemo, je v bistvu zelo sila preprost, ampak sila uspešen. Spraznemo eno stran, pustimo enega hitrega, eksplozivnega igralca na tej strani, ki smo jo spraznili, varjanje oziroma finta, v katero smer bo šel in potem seveda gre v popolnoma drugo utekavanje pod koš. Natančna podaja, največkrat od tal, najbolj primerna, rekel bi sledi prodor, ampak največkrat je sledilo zabijanje, kar v bistvu zadevi doda še en takšen šmek. In ja, to sta Ciperle, Joksimovič, ne vem kolikokrat izvedla in res je sedlo, da tako rečem. V glavnem, če se še dotaknem nazaj prve četrtine, vse pod kontrolo, brez pripomb, 27-15 je bila prva četrtina, res ogromno smo zadeli, ogromno. V drugi četrtini smo nadaljevali v tem ritmu, mislim, da je bilo že 20 točk, zelo hitro v drugi četrtini je bilo že 20 točk razlike, kar je izjemno za finale. In potem mislim, da je slovenski štab klical prvo minuto odmora, tam, 3 minute do konca polčasa, nekaj takšnega. Izgledalo je torej že bolje, ampak na odmor 50-37, no potem pa mogoče tisti krizni trenutki na začetku tretje četrtine, če slučajno niste spremljali, so se Italijani razigrali,
Prvi krč, mislim, da so prišli na 4 točke, takoj po, mislim pa, da je Stepanović takrat vzel žogo v roke pri nas in začel delati vse, kar je lahko, v dobro, v prid Slovenije in so bili nazaj Italijani od tam, kjer so se vračali v bistvu. Že pred samim koncem je bilo spet okoli 20 točk, zadnja četrtina, Stepanović je še malenko samo nadaljeval, kjer je končal, ampak na koncu zadnji četrtini praktično nismo več dopuščali dobenih možnosti, da bi šlo kaj po zlu. Slovenija se je sredi Italije lahko veselila in mi z njimi v bistvu, z fanti, ki so se res zaslužili tole naslov. Kot sem dejal na začetku, rasli so iz tekme v tekmo, velik užitek jih je bilo gledati. Žal pa, da tukaj kar omenim, tale FIBA se je hermetično zaprla in dala prenos samo, če si bil pripravljen za to plačati. Dobro, zdajle tistih 5 evrov pa si lahko gledal konstantno oziroma karkoli. Tole je tista mesečna članarina, ki se potem tudi seveda prenese v naslednji mesec, če je ne odjavite. To ne pozabite, če vam tole ni v interesu, seveda. Tukaj je bilo malo za potrpeti. Ni problem toliko v teh 5 evrih, kot v samem sistemu, da je potrebno plačati. To je bilo zdaj prvič in jaz ne verjamem, da je to za FIBO tako biznis. So pa definitivno izgubili ogromen del publike. Ne vem, hvala Šport TV-u na tem mestu, da se je angažiral in uredil prenos. Super, tako smo ga videli, zdaj tale sonce je malenkost zastrlo pogled, se opravičujem, se bo hitro spremenilo tole. Tako da je lahko širša Slovenija potem vseeno spremljala vsaj finale in našo predstavo, našo odlično generacijo, ki je zdaj U18 in U20, kot smo dejali. Sledi U16 prvenstvo, če morda kdo ne ve, mislim, da že ta teden oziroma konec tedna. Še tole bomo spremljali, potem pa mislim, da še tiste neke kvalifikacijska okna za člane seveda. In ja, koliko od teh fantov bi si želel sam osebno videti v reprezentanci slej kot prej. Neka menjava generacije je že malo potrebna, rečem še kaj drugega, ampak v redu, to so druge težave. Zaenkrat pa res ene iskrene in ogromne čestitke našim fantom, ker sem v avtu, nažalost ne bom si drznil vseh našteti, da ne bi slučajno kogarkoli pozabil, ker bi bilo zelo nefer. Ampak fantje so odgarali, dolgo časa so bili skupaj, nekaj časa celo narazen, Joksimović se je recimo pridružil pozneje. Ampak ja, imamo prihodnost, jaz ne vem, odkot mi črpamo, ker v Sloveniji nas res ni dosti. Je pa bila zanimivost ta reprezentance, mislim, da je 5 fantov, Joksimović, Bojović, Karišik. Ja, zato, ker nimam seznama, pol zelo težko na pamet govoriti. Ki igrajo v tujini, sem želel reči. In zdaj so mi ostali fanti. Aha, Stepanović je v Italiji, seveda. Še en fant bi moral tukaj biti, pa mi je zdaj padal, seveda, ven. Ja. V glavnem, že pri teh letih je nekaj odšlo v tujino. Aha, Oskar Kuzman, ja, je v Ameriki. Tako da Bojović pa Karišik pa v Srbiji. Glavnem, kar zanimivo, da so že nekateri prej kazali takšen potencial in jih je privabila Evropa, Saj zdaj ostale bo pa NCAA, Bojović recimo že odhaja tja, Joksimović je zavrnil NCAA zaenkrat in se bo posvetil Baskoniji, že lani nekaj evroligaških ACB minut, popolnoma prepričan, da jih bo zdaj še več, Še eno majhno razočaranje, spet iz strani FIBE, zame. V top petorko so zvabili enega Nemca, ki so izpadli že veliko prej. Tale Nemec je verjetno precej dober, verjetno si je zato zaslužil mesto v najboljši petorki, idealni petorki turnirja, ampak ne vem, osebno sem pričakoval vsaj 2 Slovenca v petorki, Imeli so Francoza, imeli so Španca, Italijana, Slovenca in Nemca. Spravi prve 4 reprezentance so bile pokrite z enim predstavnikom, Nemec malo od zadaj, ne vem,
smo, no. Kaj pa jaz vem, dobro, Goran Dragić, se spomnim recimo na članskem prvenstvu v Sloveniji, je bil v idealni peterki, pa je bila Slovenija takrat 5. Ok, to je zdaj en primer, ki se ga slučajno spomnim. Drugače pa kakšen Bojović ali pa po mojem mnenju še bolj Ciperle, bi komod bil v top 5. To je moje osebne mnenje, no, ampak sem skoraj prepričan, da ga še kdo deli z mano, ker je imel fantastičen turnir. Tako da to mogoče malenkost negativna slika na koncu, vsega pač ne moramo imeti, kakorkoli. Ja nič, jaz se res upam, da bojo tile fantje jadrali na tem uspehu, da je to še dodatna motivacija za trening. Vse vemo, v off-season, se pravi po koncu sezone se delajo igralci, tile fantje imajo zdaj kar nekaj treninga in pa močnih tekem po koncu sezone, preden se vrnejo v svoje ali nove klube ali stalne klube. V vsakem primeru upam, da dobijo dodaten zagon, dodatno motivacijo, da bodo tudi v klubskih ustrojih naredili še korak naprej, ki ga rabijo potem, ko enkrat nastopi članska konkurenca. No, za zelo veliko večino je že, za druge še pa bo. Tako da ja, bravo Slovenija, odlično Slovenija. Vaš prostor je spodaj, da kaj pokomentirate, kako ste vi videli finale, če že ne samo prvenstvo, finale. Kaj mislite, bo uspelo dejansko v košarki vsem tem ostalim fantom še na članski kategoriji? Mnenja, vprašanja, karkoli, spodaj lepo povabljeni. Z vami sem bil Gregor iz Greg Horta, kot rečeno, za podobne vsebine pa prav lepo povabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Hort in da še kdaj pokomentiramo, upajmo, da slovenske uspehe. Lep začetek dobrega tedna.